Kripto zdaj prihaja, v bistvu je potrjen kot nov finančni trg. Institucije s svojimi milijardami so lahko zdaj končno pristopile v kriptotrg in s pridom izkoriščajo te cene, kjer smo zdaj. Jasno mi je pač, da v naslednjih letih lahko Bitcoin poseže kar krepko preko nekaj 100.000 evrov. Priznavajo, da bodo mogli narediti korake naprej, kolikor bodo hoteli biti konkurenčni v svetu, ker kdor zdaj ni v kriptu, kdor ni v blockchainu, bo konkretno zaostal za preostalim svetom. Institucije so zraven, institucije kupujejo trenutno s svojimi milijardami, tako da če hočemo postati bolj premožni, dajmo početi to, kar oni, saj niso po domače rečeno, brez veze postali bogati. Lep pozdrav, moje ime je Marjeta in ob meni sedi gospod Izidor Benčina iz podjetja Incrementum. Izidor, pozdravljen. Živijo, Marjeta. Izidor je eden izmed vodilnih strokovnjakov v Sloveniji za digitalne valute. Prisega na dolgoročna investiranja in se zavzema za zmanjševanje tveganja pri naložbah. Zanimajo ga moderne tehnologije z močnimi temelji. Po zaključeni fakulteti za strojništvo je svoje inženirsko znanje prenesel v podjetje Siliko, kjer je svojo lastno metodo ter izboljšavami podjetju pomagal do milijonskih prihrankov. Kmalu pa je vstopil v svet finančnega trga, kjer se je zavedal, da do svoje vizije po finančni svobodi ne bo prišel brez mnogih poskusov in ovir, zato je svoje znanje na tem področju kalil kar dobrih 10 let. Izidor, danes je tvoje poslanstvo in velika želja, da oplemenitiš sredstva in življenja ljudi. Imam prav? Ja, dejansko izvira to najprej iz tega, da sem sebe hotel oplemenititi. Čutim pa res to močno željo, da pomagam ljudem. Kdaj mi je prav težko, ker ne morem vsem. Konec meseca marca si se udeležil ene izmed največjih kriptokonferenc v Londonu, kjer so bili vodje kriptopodjetij. Med drugimi predstavniki velikih investicijskih hiš, kot so BlackRock, Fidelity in največji kriptopodjetji, kot so Ripple, Ledger, Grayscale in mnogi drugi. Izidor, nam lahko poveš, kaj so bile glavne tematike na tej konferenci v Londonu? Ja, res smo se. Nisem bil sam na konferenci. Na konferenci se je udeležil več, v bistvu tudi solastniki iz podjetja Incrementum. Dejansko smo iskali vsak neke svoje informacije, nekdo bolj z področja regulacije, jaz osebno bolj z vidika, kje se v bistvu trg nahaja oziroma kaj lahko pričakujemo v naslednjem desetletju, ker gledati je potrebno dolgoročno, smo nekje v povojih kripto oziroma blockchain tehnologije, tako da to me je predvsem zanimalo. Kam se bo stvar zapeljala, tudi kratkoročno, ampak seveda tudi dolgoročno, to nas zanima. Dobili smo konkretno več od tega, predvsem je bila tematika kar razširjeno okrog regulacije, se pravi zakonodaje na svetovni ravni, seveda tudi na ravni Evrope. Potem je tukaj bilo veliko govora tudi o tem, kako banke prevzemajo same kriptovalute oziroma blockchain tehnologijo za optimiziranje njihovih poslov oziroma delovanja samega. Veliko je bilo govora tudi o Bitcoin ETF-u, seveda brez tega ne moramo mimo. V januarja meseca so bili ustanovljeni. Tako da, tokenizacija, bomo mogoče se kasneje kaj več dotaknila, če te seveda zanimajo stvari. Absolutno. Mogoče bi se še malo dotaknila sprejetje ETF-a, a ne? Tudi v tem je bila tema na kriptokonferenci v Londonu. Kakšno vlogo imajo v ETF-i v kriptosvetu? Veliko je bilo debate o ETF-ih. Nenazadnje je to en res zgodovinski dogodek, ki se je zgodil januarja meseca. Jaz verjamem, da se vsaj 95% ljudi ne zaveda, kak dogodek je to, kaj to pomeni za samo industrijo, finančno celotno, ne samo za kripto. Ker kripto zdaj prihaja, v bistvu je potrjen kot nov finančni trg, s tem dejansko potrjen. In govora je bilo veliko, nenazadnje so se zbrali vodilni možje teh finančnih upravljalskih hiš, kot so Franklin Templeton, BlackRock, Grayscale.
Tako da v bistvu vse te osebnosti so razglabljali o tem, kje se zdaj nahajamo, dejansko niso pričakovali takih prilivov kapitala v samo 2-3 mesecih. Oni so pričakovali, da se bo tak kapital zlil šele, ne vem, v letu 2, kakršen se je zdaj zlil. Govorimo blizu 20 milijard dolarjev, ki so pritekli zdaj v kriptotrg samo v tem času. In v bistvu obeti so tukaj res neverjetni, ker kaj sploh so ETF skladi dali na voljo. Dali so na voljo to, da institucije s svojimi milijardami so lahko zdaj končno pristopile v kriptotrg in s pridom izkoriščajo te cene, kjer smo zdaj. Jasno mi je pač, da v naslednjih letih lahko Bitcoin poseže kar krepko preko nekaj 100.000 evrov. Tako da Bitcoin ETF skladi bo tudi nam dejansko v nekem določenem času prinesli neke možnosti. Smo pa tako, kot sem rekel, na Incrementumu neko podobno možnost nam Slovencem dali že leta 2018. Sicer ne samo v Bitcoin, ampak dejansko v celotno paleto kriptovalut. Na preprost način. Torej, ETF sklad je vezan na Bitcoin, a ne? Kaj pa Ethereum? A bo ETF Ethereum sprejet maja, kot je predviden rok? Je ta tisti drugi v vrsti ali? Ne vemo, če bo res maja. So neki roki postavljeni, tudi na Bitcoin ETF so bili roki, pa so se zmeraj nekako odmikali. To ni bilo sprejet tako na hitro, ampak so kar bilo pogajan skozi leta, to ni čez noč. A bo uspel maja Ethereumu ali ne, oziroma tem finančnim hišam, bomo videli. Nekako ne dvomim, da če ne maja, pa kak mesec kasneje, kar je pa spet en velik dogodek, ker ponovno tudi Ethereum je zanimiv projekt in institucije bodo hotele tudi do Ethereuma normalno. Tako da ponovno nove milijarde na trg, ponovno vemo, kaj se zgodi, ponovna rast. Kako je z regulacijo na kriptotrgih? Ali je že povsem pripravljena, ali je še v povojih? Tukaj je zdaj treba gledati dele sveta. Nekateri deli sveta so še zelo neregulirani, nekateri deloma. Evropa je tista, ki je trenutno kar tisti predel sveta, ki ima kar zelo že urejeno regulacijo. Predvsem imam v mislih regulacijo MiCA. V bistvu regulacija je bila sprejeta lansko leto, konec maja, tako da dejansko trenutno je v 18-mesečnem prehodnem obdobju. Po tem obdobju bo moglo biti popolnoma jasno, katera inštitucija na ravni vsake evropske države nadzira kriptotrg oziroma podjetja, ki se ukvarjajo s kriptovalutami oziroma projekte, ki delajo na blockchain tehnologiji. Tako da mi kot Incrementum smo tako že čutimo regulacijo, že mogoče malo bolj nazaj, če pogledamo. Nazadnje smo leta 2021 postali člani urada za preprečevanje pranja denarja, torej smo registrirani na Ministrstvu za finance, tudi posledično nas Banka Slovenije že nadzira. Bo pa v bistvu prihodnost v naslednjem letu, 2-3, tukaj se bojo stvari še malo bolj uredile, zakoni, pravila bojo postali še bolj kristalno jasni in mi se tega res zelo veselimo. Zdaj na konferenci je bilo veliko tudi udeležencev z druge strani luže, tako da Amerika je tista, ki tukaj v bistvu kar malo bremza sama sebe, kar se tiče regulacije. Tudi predsedniške volitve prihajajo, kar malo so razdvojeni na tem področju, tako da veliko je bilo res govora o sami regulaciji, predvsem v Ameriki, in priznavajo, da bodo mogli narediti korake naprej, kolikor bodo hoteli biti konkurenčni v svetu, ker kdor zdaj ni v kriptu, kdor ni v blockchainu, bo konkretno zaostal za preostalim svetom. Tako da Amerika ima malo izzivov tukaj, mi kot tukaj Evropejci smo pa lahko zelo zadovoljni, da živimo tukaj že v urejenem okolju. Tako, torej banke dejansko niso proti kriptu, ne? Daleč od tega. Mogoče nekatere slovenske banke. Mislim, zavedati se je treba, da tudi banke so ljudje. Vse inštitucije svetovne se stojijo iz ljudi in zmeraj je treba pogledati,
tudi ljudje na položajih, kako razmišljajo, in mogoče v Sloveniji smo še tukaj malo nekako prestrašeni na tem področju. Če pogledamo svetovne banke, so pa v bistvu razvijajo oziroma sprejemajo določene projekte, ki jim olajšujejo, govorimo o kriptoprojektih, ki delujejo na blockchain tehnologiji, in banke dejansko sprejemajo, vpeljujejo že te projekte v svoje delovanje. Tako da tukaj definitivno banke so ene prvih večjih segmentov svetovnih, ki sprejemajo kriptotrg oziroma blockchain tehnologijo. Tako da ja. Omenil si volitve, a ne? Kakšen vpliv pa bodo imele volitve na kriptovalute? Vsak bo naredil vse, da bo dobil volitve. Tako da definitivno je kriptotrg oziroma blockchain ena tematika, kjer bo sigurno hotel pridobivati glasove, in v večini, glede na to, kam se svet razvija, tudi mladi od odzad pritiskajo, mladi pač živimo z digitalizacijo, in če hočejo pridobiti glasove, definitivno bodo mogli biti naklonjeni kriptu. Kar se pa tiče samih rezultatov, če bo hotel, tako kot sem rekel, če bo Amerika hotela biti zraven tehnološko, napredovati, ne zaostati za preostalim delom sveta, tukaj nimamo v mislih samo Evrope, ampak tudi Azija, ki pritiska na polno, Kitajska, Hongkong, države v razvoju, nenazadnje Južna Amerika, določene države celo sprejemajo Bitcoin kot državno valuto, tako da če pač Amerika ne bo stopila v korak s časom, bi v nekem obdobju znala zaostati. Tako da verjamem, da si tega ne bojo privoščili in da bojo pač vsak tisti, ki bo izbran, tukaj naredil korake v smer regulacije na kriptotrgu. Kakšen pa je davčni vidik? V Sloveniji zaenkrat imamo še to srečo, kako naj rečem, ja, definitivno je to dobro še zaenkrat, da nimamo davčne zakonodaje, kar se tiče naših zaslužkov, pa tudi nekega določenega dela, ki ga moramo opravljati pri oddaji davčne napovedi. Določene države imajo že postavljene davke. Seveda davčna ureditev tudi pomeni še neko dodatno potrditev kriptotrga, in tukaj vidimo, da ne gremo nazaj, ampak da gremo naprej, tudi kar se tiče tega. Mogoče za tiste gledalce, ki ta trenutek naju spremljajo, kakšen vpliv bo imela regulacija na njih? Ja, vplivov bo sigurno veliko. En bo sigurno ta, da bodo prišli lažje do kriptovalut na bolj varen način. V nekaj letih bomo lahko kupili Bitcoin in ostale kriptovalute na banki, na zavarovalnici in tako naprej. Tam bo tudi že dejansko ne bo pol več vprašanje, a gre za neko prevaro, a je dober projekt v ozadju ali ne. Tako da to je tisto največ, kar bomo občutili vlagatelji v prihodnosti. Smo pa v bistvu na Incrementumu v to smer šli že leta 2018, tako da mi poskrbimo za naše stranke na tak način, da na preprost način pridejo do res skrbno izbranih kriptoprojektov, ki niso pač neka megla, ko si nekdo misli, da je v ozadju, ampak gre dejansko za izbor tistih za košarico kriptoprojektov, ki imajo dobre temelje, da se dokončno razvijajo v naslednjih 5-10 letih. Zdaj, omenil si prevaro, a ne? Zakaj v bistvu mnogi kriptovalute povezujejo s tem? Na drugi strani pa z milijonarji, ne? Se strinjava. Zdaj, ali delajo banke na regulaciji zato, da bo teh prevar manj, ali misliš kako drugače? Tukaj so različne prevare, to je treba prvo kot prvo. Nekaj so prevare, ki sploh nimajo resnično kriptovalut v ozadju, ki so samo kvazi kriptovalute, kjer nas potegnejo prevaranti z nekimi 200-300 evri, da nas pridobijo nase. V bistvu tam dejansko damo samo prevarantu v žep denar, ni česar v ozadju. Ja, drugo so kriptoprojekti, ki v bistvu nimajo tehnološke osnove, in v bistvu ljudje iščejo take projekte ali pa naletijo na njih v upanju, da bodo z nekimi relativno majhnimi vložki
čez noč, da ne rečem čez noč, zaslužili milijone. Pač to ne gre. Potrebno poiskati res preverjene projekte, ki sklepajo pogodbe z največjimi podjetji, svetovnimi bankami in tako naprej in investirati v take projekte. In na ta način lahko postanemo milijonarji, ampak definitivno ne z investiranjem par 100 evrov, verjetno tudi ne par tisoč evrov, ampak milijonarji postanemo v neki dobi z nekimi razumnimi vložki, govorimo za tak doseg tazga cilja nekje med 20, 100 tisoč, 200 tisoč evri. Na tak način se pa da približati takim številkam, ja. Zdaj, omenil si projekte, a ne, za kriptovalutami. So projekti in kakšni projekti so pravzaprav zadaj, če se mogoče dotakneva, ne vem, Chainlinka ali pa kakšnega drugega? Ko si omenila ravno Chainlink, imamo ga tudi na Incrementumu kar en velik delež v naši košarci, v naši naložbi. Tudi na konferenci je bil Sergej Nazarov. V bistvu stalno se družijo med sabo, tudi ta konferenca je bilo eno lepo okolje, da so se v bistvu skupaj sestali vsi vodilni in bank in upravljalskih hiš in strani kriptoprojektov, tako da so seveda imeli možnost tudi razglabljati kaj več, tudi mogoče ob kakšnem kozarcu vina. Vemo, da se tam ideje kakšne nove porodijo, ampak ja, Chainlink je en zanimiv projekt, ki ga ravno banke vpeljujejo v svoje delovanje, v optimizacijo, predvsem v Swift. Swift več ali manj poznamo, gre za transakcije po svetu, a ne, za sledenje transakcijam, za izpeljavo transakcij denarnih. In Chainlink v bistvu optimizira to hitrost prenosa, predvsem pa transparentnost in pa hrambo samih podatkov oziroma samih poteka transakcij, in tukaj se res ogromno dogaja, ja. Obstajajo pa seveda tudi še določeni drugi projekti, ki ali pri sledenju hrane ali pri dobavnih verigah v proizvodnji, tako da tukaj je res široka paleta, gaming industrija, filmska industrija, tako da široko, nepremičnine skozi tokenizacijo, tako da veliko področje zajema blockchain tehnologija. Super. Bi mogoče omenila na tem mestu še malo o tokenizaciji. Najbrž je bilo tudi o tem kar precej govora. Ja, govorili se tudi o tokeniziranih depozitih na banki oziroma o tokenizaciji nepremičninskega trga. Tako za malo en občutek, kaj tokenizacija pomeni. Trenutno zdaj, na primer, imamo nepremičnino za $500,000 in ne more vsak priti do take nepremičnine, a ne. $500,000 nima vsakdo na svojem bančnem računu razpoloženega za nakup nepremičnine. S tokenizacijo pridobivamo to, da bodo na primer nepremičnino razdelili na dele, na tokene dejansko, in s tem bomo lahko tudi manjši investitorji prišli do dela stanovanja, do fizičnega dela stanovanja z nakupom nekega tokena, ne, se pravi, lahko samo za 10.000 nekega stanovanja. Stanovanja pa vemo, nepremičnine, da na dolgi rok rastejo, tako da na tak način tokenizacija poteka. Lahko tudi umetnine, slike, vina, se pravi, ki imajo neko vrednost. Tako da v bistvu celoten svet bo nekako šel tudi v to tokenizacijo, da ne bomo tega hranili doma, ampak bo shranjeno nekje na varnem, mi pa bomo solastniki teh fizičnih stvari dejansko skozi kriptovalute oziroma blockchain tehnologijo. Izidor, nam lahko z nami podeliš eno informacijo, ki te je mogoče na tej kriptokonferenci najbolj presenetila ali pa prepričala, ali pa da zdaj še bolj verjameš? En podatek, ki ga je pa plasiral en višji predstavnik banke Citi, to je v bistvu banka, ena največjih svetovnih bank, prisotna v res veliki večini
svetovnih držav. In omenil pa tudi podatek, da dejansko 50% svetovne populacije nima dostopa oziroma nima odprtega bančnega računa, se pravi, nima dostopa do bančnih storitev. To me je kar tako malo, a to res možno? In ja, dejansko, če pomislimo, ne, je toliko sveta še vedno nerazvitega in dejansko ta del 50% svetovne populacije ne more pač poslovati z denarjem. In kar banke vidijo skozi kriptotrg, skozi blockchain tehnologijo, vidijo tukaj ogromno rešitev. Ker dejansko, če pogledamo, jaz imam tudi eno stranko, ki je veliko dela v tem charity, se pravi v dobrodelnosti v Etiopiji, mislim, da je bila v lanskem letu, in smo tudi iskali neke rešitve, kako dol tem otrokom dostaviti neka sredstva, da jim malo pomagamo, tudi na Incrementumu. In v bistvu je zelo olajšano to početi preko kripta, ker dol pa dejansko telefone pa imajo in imajo tudi dostop do omrežja internetnega in dejansko vsem to rabimo v svetu, da imamo dostop do kriptovalut. In banke v bistvu bojo reševale ta problem ravno skozi kripto, ker imajo dejansko postavljeno infrastrukturo. Tako da kripto prinaša tukaj veliko, predvsem za države v razvoju in tam, kjer so ljudje tako ali drugače podhranjeni. No. Torej, kripto lahko utihne edino, če interneta zmanjka. Ja, dejansko. Tako da ne vem pa, če se to še lahko zgodi v svetu, oziroma mislim, da bomo pol malo drugače celotna življenja imeli postavljena, če bi se kaj takega zgodilo. Pa tudi banke več ni tukaj. Je bilo mogoče kaj govora tudi o prihajajočem halvingu? Normalno, brez tega pa ne gre na kriptotrgu. Halving, sploh zdaj, ko smo, zdaj smo še 14 dni stran, ampak tudi na dogodku, koliko smo bili dober mesec stran, normalno. Halving je bila tudi ena od tematik, tudi največji svetovni upravljalci so se tam zbrali, tudi določeni predavali, njihove napovedi so bile seveda, da po halvingu lahko pričakujemo konkretne rasti. Tako da jaz oziroma na Incrementumu se nekako pridružujemo seveda mnenjem največjih svetovnih upravljalcev na čelu z našim, ki tudi spada med njih. Tako da, ja, halving je pred vratmi in dajmo ga izkoristiti, če ga še nismo. Saj že zamujamo kako leto z investicijami, če še nismo not, štejemo po zadnje sekunde, minute, da vstopimo v trg, no, pa zajahamo tega konja. Tako, torej čim prej financirati, nič čakati do halvinga, ne? Ja, lahko čakamo, ampak če čakamo, ne bomo si napravili neke usluge z sebi. Institucije so zraven, institucije kupujejo trenutno s svojimi milijardami. Sej sem treba je odpreti oči, pogledati na širše. Bogati kupujemo, tako da če hočemo postati bolj premožni, dajmo početi to, kar oni. Sej niso po domače rečeno brez veze postali bogati. Izidor, je bilo na konferenci tudi kaj govora o makroekonomskih dejavnikih oziroma kam se te finančni trgi pomikajo? Ja, bili so določeni paneli, ki so v bistvu predavatelji tudi kar dosti o tem razglabljali. Mislim, da ga ni bilo prisotnega, ki ne bi videl v naslednjih letih pomika trgov navzgor, seveda vključno s kriptotrgom. Tukaj so seveda se dotaknili tudi delnic trga zlata, predvsem skozi prizmo tudi Amerike. Vemo, da Amerika je globoko zadolžena in ravno to je tudi en vidik, zakaj vidijo v naslednjih letih konkretno povišanje cene kriptovalut določenih in pa seveda tudi zlata. Mogoče bi omenila še malo meme coine. Ogromno piše na naslovnicah o meme coinih, pa če bi lahko še stavek dva o tem. Kdaj govorim s strankami, da je kripto kot neka igralnica. Če govorimo o resnih projektih, kripto ni igralnica. Če govorimo o meme coinih,
na kriptotrgu, pa že mogoče lahko malo bolj govorimo o igralnici. In vemo tudi, da je igralništvo v svetu zelo, zelo razširjeno in meme coini dejansko ponujajo igralništvo skozi kripto. Pa vseeno na en resen način. Predvsem se pa ti projekti razvijajo na Solani. O Solani je bilo tudi veliko govora, v bistvu gre za razvit ekosistem, zelo podoben Ethereumu, sicer malo bolj centraliziran. In ja, v bistvu Solana omogoča nekako pot v igralništvo skozi kripto. Izidor, govoril si veliko o pozitivnih aspektih iz konference. Ali je pa bilo mogoče vseeno, kje pa zaznati kakšno nevarnost glede kriptovalut? Kriptotrg je še vedno tretiran kot tvegan trg in da moramo sprejeti določena tveganja, če ne tudi ne moramo pričakovati takih donosov, kot smo jih nenazadnje tudi na Incrementumu v zadnjih dobrih 5 letih ustvarili. Govorimo o več kot 10-kratniku na investicijo. Veliko je bilo pa govora v bistvu, ja, če pogledamo prav te direktne nevarnosti, ki jih tudi sam zelo videvam v kontaktu s strankami, predvsem hramba kriptovalut. Kako zdaj to shraniti, da bomo varni in pred hekerji in tudi pred sabo, ker tudi sami delamo napake, ko delamo z menjalnicami, pa seveda tudi na ledgerjih oziroma na hladni hrambi. In tukaj je bil dejansko predstavnik podjetja Ledger, ki skrbi za hladno hrambo. Oni tudi nudijo nam fizičnim osebam te ključke, kamor lahko shranimo. Sodelujejo pa zdaj tudi že z Bitcoin ETF skladi oziroma z upravljalci, s finančnimi hišami, kjer bodo skrbeli za hrambo. Videli smo v preteklosti že primer FTX-a, menjalnice, ko so dejansko tisti, ki so imeli sredstva na FTX-u, šlo za kriptomenjalnico, dejansko izgubili vsa sredstva oziroma zdaj se nekako pogajajo, da bi dobili nekaj nazaj, ampak te stvari se znajo zelo, zelo zavleči. In ja, ta hramba je zelo pomembna, kar se tiče investiranja v kriptovalute. Tukaj je bilo kar nekaj debate v Londonu. Smo pa spet še enkrat, če se dotaknem Incrementuma, za naše stranke mi to poskrbeli na tak način, da se res ne rabi ukvarjati s hrambo, kajti mi to za naše stranke hranimo na takih ključkih, kot so jih omenjali tudi na konferenci v Londonu. Torej gre za varno naložbo, a ne? Ja, na najvišji možen nivo smo postavili. Seveda, brez nekih tveganj pa žal v tem svetu ne gre. Kar lep del tem sva obdelala, oziroma si obdelal. Hvala za te res izčrpne informacije. Mogoče en povzetek, zelo na kratko, kaj bi povedal v stavku 2 še? Če bi malo povzela še enkrat, glede na to, da zaznavam, da nekateri investitorji, ali pa ki še niso, nekateri že malo bežijo ven iz trga v strahu, da smo na nekih že najvišjih nivojih. To, kar se je govorilo na konferenci, definitivno nismo na vrhovih. Obeta se nam naslednjo desetletje res lepega razvoja na tem področju in ja, kot investitorji v kripto moramo gledati, ne smemo gledati samo za leto, 2 naprej, samo za obdobje nekih ciklov. Ok, super je izkoristiti neke cikle, pobrati neke profite ven, ampak kripto tukaj, da nam ponudi eno lepo življenje v naslednjih 10, 15, mogoče celo 20 letih. In to je tisto, zakaj je fajn, da izkoristimo. Sej ni treba, ampak kdor hoče izkoristiti, kdor hoče malo lepše zaživeti, ja, naslednjih 10, 15 let bo imel zelo, zelo lepo življenje, lahko od investicije pravilne v kriptotrg. In ja, regulacije se urejajo, banke so zraven, največje podjetja so zraven, upravljalske hiše, največje svetovne, ki
upravljajo tisoče milijard so zraven. Ja, bodimo še mi z nekaj tisoč ali pa nekaj 10 000 ali pa nekaj 100 000, kolikor kdo razpolaga in se bo ustvarjalo, mislim, da kar nekaj tudi milijonarjev v Sloveniji novih na ta račun. Naj se ti besede pozlatijo. Hvala za tvoj čas, energijo in pozitivizem. Hvala tudi tebi. Hvala.